No, Samsung je te Galaxy Buds predstavil že lanskega marca, ko je predstavil svoj Samsungov S10. In letos, ko je predstavil S20, je valjda predstavil tudi nove Buds, torej ne te, novejšo generacijo. Zakaj sem se danes vrnil v bistvu v nostalgijo in zakaj reviewam eno leto stare Buds? Zato, ker se mi zdi, da so zdaj price performance winner. Namreč, ko so prišli ti Buds na trg, torej pred enim letom, so stali okoli 170 evrov. Danes stanejo pa samo še okoli 99 evrov. Torej so nekje 40% cenejši od svojega launch pricea. In zato, ker ponujajo, se mi zdi, da so en tak buy, ki mimo njega ne morete iti. Torej, če imate Samsungov telefon in če ste v Samsungovem ekosistemu, se mi zdi, da so te Buds tisti nekaj, kar morate imeti. Nimajo najboljšega zvoka, so pa neizmerno dobro povezljivi z vašim telefonom in en tak device, ki ga tako zelo simpel spravaš v žep. Je pa še nekaj. Te Buds, to so moji osebni Buds, sem uporabljal precej časa in presenečali so me predvsem zaradi tega, ker so se čez čas izboljšali. Namreč Samsung vse skozi nadgrajuje software teh majhnih napravc in te postajajo boljše. Celo zvok je čez čas bil vedno boljši. Čeprav je še vedno zvok teh Budsov v bistvu največja Achillova peta te naprave. Ampak pejmo zdaj lepo po vrsti. Dizajn. Stvari kupujemo valjda z očmi in meni so Samsungovi izdelki, sploh v celem ekosistemu, zelo lepo oblikovani. Nad samim dizajnom, občutkom, materialom nimam prav nobenih pripomb. Tu čez čas, ker tega sem kar nekaj uporabljal, bile so po raznih žepih, ostajajo v bistvu v isti kondiciji kot prvi dan in to je meni osebno zelo pomemben. Ni pa samo ta prvi vtis pomemben, pomemben je tudi kako zadeve funkcionirajo oziroma kako je ta dizajn prilagojen sami funkcionalnosti. In te AirBudsi so v bistvu ravno prav veliki, lepo stojijo v ušesu. Je pa ena druga stvar, da zato, ker je toliko veliko plastike pa relativno nič gume, so malo neudobne. Še ena stvar, ki je ful pomembna, koliko je tole velik, pa koliko ti pol štrli z ušesa. In tele AirBudsi se takole, vidiš, kar lepo prilagodijo v ušesu. Zdaj, edino grajo, ki bi imel na področju dizajna, je to, da so precej običajne. Tako pač čisto nič kričeče. Mogoče je kriva tale črna barva, ampak ja, lahko bi bile pač malo bolj ekstravagantne. Tako, pejmo zdaj malo na tehnične lastnosti. Podpirajo standard Bluetooth 5.0. To je ta standard, ki ga morate v letu 2020 gledati, ko kupujete brezžične slušalke. Pomeni namreč hitrost prenosa podatkov med napravo in slušalkami, pa koliko daleč, 5 do 40 metrov približno nesejo. To je ena stvar. Druga stvar, ki je pomemben vedeti, da so same slušalke lahko 4 ure avtonomne v ušesu, tukaj noter v teli škatlici je pa še za dodatnih 3 do 4 polnjenja, tako da skupaj do 20 ur avtonomije štroma. Ena reč, ki mi je zelo všeč pri teh slušalkah po tehnični plati, je to, da so v bistvu tukaj indukcijsko polnjene, kar pomeni, da jih lahko brezžično polnite na polnilcu. Imajo USB-C vhod, kar pomeni, da uporabljate isti kabel za polnjenje, kot uporabljate pri telefonu. Ena stvar mi pa absolutno ni všeč. Ja, zelo slabo vodotesne so, oziroma njihov dosežen standard je samo IPX2, torej IPX2, kar pomeni, da če mislite z njimi maratona laufati, no go, zato ker veliko Švica zna te slušalke ubiti. No, in pejmo tisto segmentu, ki je najbolj pomemben pri slušalkah, to je kakovost zvoka. Tukaj se je Samsung povezal z AKG-jem, to je ena firma, ki je specializirana, da to vrstnim napravam vdahne dušo. Moram reči, da pri Budsih ta poroka ni ratala in da je pravzaprav ravno zvok največja Achillova peta te naprave. Kaj mislim s tem? Praktično nobenih basov ni, zvok je zelo plehek, na koncu dneva je pa tudi premalo jakosti tega zvoka, kar pomeni, da če je nekaj hrupa v prostoru, boste zelo težko poslušali glasbo. Tako da teh slušalk ne bi priporočil nekomu, ki mu veliko pomeni kakovost zvoka, še manj pa res kakmu večjemu audiofilu, ker ga bo začela boleti glava. Tako da tukaj je moja največja kritika. Hkrati pa bi mogel pohvaliti eno reč, da je skozi čas in uporabo teh slušalk njihov zvok postajal vse boljši in danes je praktično znosen. Tudi, ko jih primerjam z drugimi, so kar precej pridobile, tako da je treba Samsung pohvaliti, da se ukvarja z updati te naprave in da so te updati se tudi poznali na samo zvoku.
Še zadnji segment, meni zelo pomemben price performance. Te slušalke, ki so bile nove, ki so prišle na trg lanskega marca, so bile, mislim, da 169 evrov. Čez čas so bile potem v akcijah, mislim, da 134, danes so pa 99 evrov. In mislim, da je to ta prava cena. Mislim, da se zdaj splača te slušalke kupiti, ki imajo kup tistih lastnosti, ki jih mogoče tudi kakšne novejše ali pa take, ki so jih pred parimi meseci releasali, nimajo. In za 99 evrov res ne vem, ali boste dobili toliko ene funkcionalnosti, kot jih dobiste v teh slušalkah še kje druge. No, in zdaj sledi skupna ocena. Jaz sem za dizajn dal Galaxy Budsom 9 od 10 točk, za tehnične lastnosti sem dal 7 od 10, predvsem zaradi tega, ker so tako slabo vodoodporne. Za kakovost zvoka sem dal 7 točk od 10, po razmerju kakovost cena oziroma price performance sem dal 8 od 10 točk, tako da so Galaxy Budsi dobili 7,75 točke na lestvici od 1 do 10. Trenutno se pri meni uvrščajo na prvo mesto, ki so to prve služke, ki sem jih takole individualno testiral, se bo pa ta seznam čez čas dopolnjeval in verjamem, da ne bojo ostale prve, ker jih je precej boljših. Zdaj pa da potegnemo črto po te Galaxy Budse. Kar se tiče dizajna in povezljivosti, jim lahko damo palce gor. Kar se tiče pa tehničnih lastnosti, torej to, da niso vodotesne, ja, pa to, da imajo relativno slab zvok, tukaj je pa velik minus. Ampak vseeno, kakorkoli potegnem po črto, v tem trenutku za 99 evrov se mi zdijo eden od boljših bajev. Jaz upam, da vam je bil ta review ok, da ste zvedeli kaj več, da ste uživali v reviewanju eno leto starih slušalk. Točen te, neprešvicane pa dezinficirane, dobite tudi v moji spletni štacuni na janmasterworld.com/shop, tako da tam se prodajajo točno te, ker jih imam precej teh Budsov ali pa precej teh slušalk doma, jih nisem rabil tako grozno veliko, prodam jih pa za bagatelno ceno 39 evrov, celih 99, ne 99 evrov. Tako da, pejte tja, če vam je bilo tole kogarkoli všeč, dajte se subscribati, pa ful sledi enih takih primerljivo dobrih ali pa slabih reviewov slušalk. Bye.